Tihe rože Zdenke Serajnik se ob 100-letnici rojstva profesorice uresničuje. Na današnji predstavitvi zbornika dan pred osrednjim slovenskim kulturnim praznikom prav posebej pozdravljam pobudnika projekta Leto Zdenke Serajnik, Mirana Gorinčka, župana občine Slovenske Konjice. Martina Mrzdovnika, ki je prevzel skrb, da se je pisna zapuščina profesorice Serajnikove uredila in da bomo o njej še kaj slišali. Blaža Prapotnika, urednika zbornika Tihe rože Zdenke Serajnik. Avtorje člankov v zborniku Darinko Crkvenčič, Zofijo Klemen Krek, Maksa Korberja, Marjana Pušavca in Radka Valenčiča. Nado Serajnik Sraka s soprogom, Majo Serajnik s soprogom, to sta sorodnici seveda Zdenke Serajnik, in seveda vse vas, dragi obiskovalci današnjega dogodka. Danes je pred nami še vroč zbornik in tudi pesmarica Tihe rože, ki ga bomo predstavili v nadaljevanju. Še preden pa izvemo vse o zborniku, naj nakratko povem, kdo je bila Zdenka Serajnik, ta velika ženska, ki smo jo v občini Slovenske Konjice v letu 2011 namenili posebno pozornost in leto poimenovali Leto Zdenke Serajnik. In naj vas opozorim še na glasbeno podlago v ozadju, gre za skladbo Božji kruh, ki jo je napisala Zdenka Serajnik. Zdenka Serajnik je bila rojena avgusta 1911 na Prihovi kot edinka. Rodbina Serajnik izhaja z avstrijske Koroške. Iz te družine naj bi celo izhajala Miklova Zala. Sicer pa je ta rodbina dala Slovencem veliko šolnikov, duhovnikov in glasbenikov. Po osnovni šoli, ki jo je Zdenka Serajnik obiskovala na Prihovi, se je preselila v Ljubljano k sorodnikom in uspešno zaključila realno gimnazijo. Po končani filozofski fakulteti v Ljubljani, oddelek slovenskega jezika in nemščine, zgodovino južnoslovanske književnosti, se je preselila k staršem, ki so si v tem času, skupaj s sorodniki, postavili hišo v Slovenskih Konjicah. Nekaj časa je bila brez službe, po okupaciji leta 1941 pa je sprva delala v trgovini koles v Mariboru in v trgovini Cotl v Konjicah. Takoj po osvoboditvi je začela poučevati v Slovenskih Konjicah, nekaj mesecev je poučevala tudi na gimnaziji na Ptuju in v Celju. Vse do leta 1972, ko je odšla v pokoj, je bila učiteljica slovenskega jezika s književnostjo, tudi ruskega, v takratnih osnovnih šolah v našem mestu. Bila je zelo verna in redno je hodila k maši. Morda tudi zaradi tega v tistem času ni bila dobro razumljena. Zato se je vedno bolj zapirala v svoj svet, v svojo hišo. Tako je ostala vse do njene smrti, februarja leta 2003. Šele kasnejše odkritje njene pisne zapuščine je to skromno profesorico postavilo v novo luč. Izza zidu, ki je nastal okoli nje, je padala opeka in danes je že znano, da je profesorica Serajnikova ves čas, ne da bi kdo to vedel, veliko objavljala, prevajala, med prvimi se je zavedala pomena del Alme Karlin, pisala pesmi, igre, zgodbe. Sedaj pa ob izdaji zbornika in razstavi fotografij iz življenja Zdenke Serajnik za pozdravno besedo prosim Mirana Gorinčka, župana občine Slovenske Konjice. Izvolite. Spoštovani gospe in gospodje, prepričan sem, da je današnji dan tik pred
praznikom kulture na Slovenskem nekaj posebnega ravno tukaj v Slovenskih Konjicah. Ne samo zaradi tega čudovitega pomladnega vremena in ne samo zato, ker imajo nekateri danes krajši delovnik ali pa ga sploh nimajo. Namreč uspeli smo uresničiti tisto dolgoletno željo, da nekako spominu profesorice Zdenke Serajnik posvetimo nekaj več kot samo eno urico svojega časa. Je že tako, da se velikih ljudi običajno spomnimo šele takrat, ko odidejo od tod. In nekaj podobnega se je dogajalo, kajti generacije se Konjičanov se spominjajo pokojne profesorice kot učiteljice, kot ste borke za slovenski jezik in tudi za pravičnost. Sam se tudi spomnim, ker nam je približno pol leta učila, s kakšnim zanosom je govorila o posebnostih slovenskega jezika in kako jo je bolelo, če se je kdo poskušal obnašati krivično do sokrajana, do tovariša svojega. In še nekaj je bila ta posebnost, ko smo jo opazovali. Mi otroci smo rekli, da je nekoliko drugačna ali pa čudna, smo rekli. V bistvu je pa sebe skrivala tisti čud tudi za okolje, za spremembe, bila je kritična do sprememb v družbi in enostavno ni prevzela vsega, pa naj si bo z ene ali z druge strani, da bi kar samo po sebi prevzela to, kar se je dogajalo v takratni družbi v tistem času. Tako sva pred, jaz mislim, da je vsaj 3 leta nazaj, če ne 4, se enkrat v priliki z gospodom Brzdovnikom pogovarjala in gospod Brzdovnik je rekel, kdo ve, kaj se v tisti hiši tam na travniku skriva. In seveda ta v bistvu je njegova pobuda, da smo začeli raziskovati življenje in delo Zdenke Serajnik. In smo šli nekako po tisti zdravi kmečki logiki in smo vzeli najprej zemljiško knjigo, da poiščemo zadnje zemljiško-knjižne lastnike kot fizične osebe in tako smo po enem 3-4 mesecih prišli do tistega pravega naslova Nade Serajnik Slaka in takrat so se v bistvu začela odpirati vrata do trenutka, kjer smo danes. Skoraj 2 leti je že minilo, odkar smo prejeli zapuščino Zdenke Serajnik, seveda v obliki zapiskov, v obliki knjig, v obliki pesmi, kot lokalna skupnost v hrambo, seveda tudi z namenom, da osvetlimo njeno delo in da mu damo pečat in tako pokažemo Zdenko Serajnik v tisti pravi luči. Jaz bi se na tem mestu iskreno zahvalil gospodu Martinu Brzdovniku, Blažu Klopotniku in še komu, da ne bom krivičen, da so porabili ves svoj čas, znanje, da smo prišli do teh 157 strani tega zbornika, za katerega sem prepričan, glede na to, kar se sedaj odkriva, da še ni zadnje dejanje pri obujanju spomina na Zdenko Serajnik. Vtis je na vas pustila osebnost pokojne dr. Serajnikove? Moram reči, da je zagotovo pustila en poseben vtis, ki bo ostal do konca življenja. To je predvsem to, kar sem že tudi v svojem prispevku in v predstavitvi na današnjem dnevu poudarila, da nam je vcepila v naša srca ljubezen do jezika, do slovenščine, do knjige, do lepe besede. Morate si predstavljati, da v tistih časih so redke družine imele časopis, radio ravno tako.
To se pravi, da smo tudi redko imeli priložnost slišati in govoriti knjižno slovenščino. Pri meni doma je slučajno bilo drugače, ker sta oče in mama prihajata iz Kamnika, mama celo iz Žirov, kjer sta oba doma govorila in tudi drugače govorila, bi rekla, to skoraj knjižno slovenščino, vendar meni je le bil bliže dialekt, zreško narečje in mi smo se morali učiti novega jezika praktično. Ampak to ni bilo nobene težave za nas. Niti ni bilo z njene strani nikakršnega podcenjevanja, če nam je všla kakšna beseda v našem narečju, ampak ali pa celo popačenka, nemška popačenka, pa vendarle je ta odnos bil na taki ravni, ki je te vzpodbujal, da si vse skupaj vzel tako, da si se popravljal, da si rastel v tem svojem znanju in da je nevsiljivo v nas vcepljala dostojanstvo našega jezika in tudi kulture. Vi ste nekako prepričani, da je ona umrla v spoznanju oziroma v prepričanju, da jo ljudje nismo imeli radi? Meni je resnično bilo zelo žal, zelo sem bila prizadeta, ko sem slišala to njeno pripoved na proslavi v Zrečah in nisem si mogla predstavljati, da je to res tako globoko čutila. Kot sem rekla danes, sem slišala za te godrnjave ljudi, ki so jo napadali oziroma kritizirali njo, ki je povedala tisto, kar je želela povedati, vendar dobro namerno, da bi ljudje poslušali in kot jaz pravim tudi slišali, kar pomeni, da bi razmislili o njenih besedah in v ta svoj premislek vnesli spremembe oziroma popravke, ampak niso jo slišali. Mogoče so se celo izogibali, kar ni bilo prav in mi je zelo žal, da smo v bistvu zamudili čas, v katerem bi vsi mi lahko dobili več bogatstva, ki bi ga delili z njo in več pogovora in tudi več globokih razmišljanj, takih ali drugačnih. Hvala vam lepa za te vtise, pa tiste prve asociacije v imenu Zdenke Serajnik, ki se porajajo. Izredna učiteljica, ki te je spremljala skozi desetletja, ne samo v letih, ko si bil njen učenec, učenka, ampak tudi pozneje. To sem jaz občutila, ker se je njena intenzivnost teh stikov z mano oziroma mojih z njo stopnjevala leta 2001. Lahko rečete, da je bila ona tista, ki je v vas spodbujala to ljubezen tudi do poezije? Vsekakor. Ona je nekako zaslutila v učencu njegova nagnjenja in ga je v to spodbujala. Sem bila pa tudi stroga, samo vem, da mi ni zamerila, če mi je manjkalo nekaj vejic ali ločil, karkoli, in mi je vse nekako gledala na vsebino. Kako pa komentirate odločitev občine Slovenske Konjice, da leto 2011 poimenuje po profesor Serajnikovi, se pravi, da se bo vse do konca leta zvrstilo še nekaj dogodkov, ko bodo imeli Konjičanke in Konjičani spoznati njeno bogato bero pisne ustvarjalnosti? To je izredno lepa odločitev za pozdraviti vsekakor. Jaz sem na koncu, pač nisem do konca izrekla svoje misli, da je obletnica njenega rojstva ponovno rojstvo Zdenke Serajnik. In to je občina prispevala veliko k temu. Hvala lepa vam se. Zbornik je sestavljen iz 3 delov. Naslov Tihe rože je vzet iz ene izmed pesmi Zdenke Serajnik. V prvem delu zbornika so 3 avtorji kot uvodnik. Osrednji del zbornika, kjer je 7 avtorjev plus 2 prozni besedili Zdenke Serajnik in vse ostala prevodna literatura, pesmi, psalmi, prinaša ta zajeten opus v nekem preglednem načinu, da
da smo sploh, oziroma da bralci sploh lahko dobijo en tak pogled v to zelo obsežno, pa hkrati poglobljeno delo Zdenke Serajnik. Tu gre za prevode, za dramska besedila, prozo, prepesnjene psalme, poezijo, kjer gre predvsem za klasično obliko soneta, kritične članke, uvodoma, pa kjer je prvi del tega osrednjega besedila opremljen z kronološko s fotografijami Zdenke Serajnik in iz njenega življenja, pa nekako uvede intervju, ki ga je dala za Novice pred smrtjo. In je že v intervjuju dosti teh nekih kritičnih nastavkov, tako da jaz mislim, da je zelo pester zbornik, poglobljen in prinaša predvsem vse njene, se pravi, literarne poskuse oziroma že zrela dela. V zadnjem delu zbornika, to je pa tretji, te tri dele simbolično povezuje moto Zdenke Serajnik življenjski. Vse življenje si prizadevam biti sam preprost kartuzijan, ki ga je z nekimi nijansami sama zapisovala tudi na kakšne beležke in smo ga iz te njene zapuščine izluščili. Zadnji del je pa so 4 avtorji, ki so v bistvu kot spomini na njenih učenk, 2 učenk, sodelavca in mislim, da tudi sodelavke. Tako da so in to zelo iz prve roke so ti spomini napisani, tudi kvalitetno. Res, da smo povabili več ljudi k sodelovanju, ampak tu so zdaj ti. In je en izmed uvodničarjev je zapisal, da bi to lahko imel tudi naziv cvetnik, ta zbornik, kot cvetober, nek sežetek enih. Mislim, da je upravljeno veliko delo, to, kar so danes že povedali večkrat in sem vesel, da sem lahko tudi sodeloval. Ta uredniški izziv, v čem se razlikuje od prejšnjih, predhodnih, naprimer, je kaj tako specifičnega? Ja, specifika je v tem, da je zelo obsežen opus, da je bilo treba razmisliti o strukturi, o tem, da čemu dati ne prednost, ampak izluščiti pri vseh teh zvrsteh en zanimiv del. Res je pa, da smo dosti tudi mogli ne odstraniti, ampak smo izbrali, recimo tam iz Stične je Naderah poslal zelo obsežno besedilo, izbor teh objav in tam je bilo dejansko 1/3 pesmi za objaviti, 2/3 smo pa pustili za, mogoče zdaj za kakšna zbrana dela. Hvala lepa, Blaž, hvala.